Gremo na 13. točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem lokacijskem načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska zahodni del. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta številka 3, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 17, predlagatelj župan, poročevalci pa dr. Marija Tadeja Ježek, Borut Ulčar in Uroš Ulčar. Besedo ima dr. Marija Tadeja Ježek. Izvolite, Marija. Hvala lepa, prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Pravna osnova za predlog odloka je 123. člen Zakona o urejanju prostora, statut občine Kamnik ter sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega lokacijskega načrta. Občina Kamnik je osnovni izvedbeni prostorski akt za celotno območje urejanja z oznakami B12 Bakovnik, B7 Kovinarska zahodni del sprejela pred okvirno 16 leti v decembru leta 2004. Na podlagi tedaj veljavnega sprejetega akta je bilo zgrajenih več objektov, pretežno v južnem delu območja, severni del območja, kjer je bila izvedena rekonstrukcija zahodnega dela Kovinarske ceste, vključno s krožnim križiščem, pa je v smislu realizacije tega načrtovanih večjih investicijskih odločitev ostal neizveden. Za oživljanje gospodarskega razvoja po letih recesije so se znova pojavile namere izgradnje, delno preoblikovanih sicer že prej načrtovanih prostorskih ureditev severozahodnega dela območja. Namesto do sedaj načrtovane večetažne poslovno-stanovanjske stavbe večjih tlorisnih dimenzij ob Ljubljanski cesti se s tokratno spremembo in dopolnitvijo prostorskega akta načrtuje gradnja trgovsko-stanovanjskega objekta na isti lokaciji, a manjših tlorisnih in vertikalnih gabaritov. Dejavnost novo načrtovanega pritličja objekta predstavlja zgolj premestitev in dopolnitev obstoječe trgovske dejavnosti z lokacijo območja srednjega dela B12 Bakovnik na lokacijo, ki se nahaja v okviru funkcionalne enote z oznako FEMS2/1A. Do sedaj načrtovani programi kleti, pritličja in etaž stanovanja pa ostanejo enaki. Načrtovani poseg v območje B12 Bakovnik in B7 Kovinarska zahodni del se nanaša na spremembo in dopolnitev meril in pogojev za posege v prostor na zemljiščih, ki so po veljavnem izvedenem prostorskem aktu nahajajo v funkcionalnih enotah FCMS1 in deloma FCZP1, FCS1 in FCI1. Obstoječi zazidalni lokacijski načrt na obravnavanih površinah določa možnost postavitve poslovno-stanovanjske in trgovske stavbe, umestitev obeh izhaja iz širše konceptualnega urejanja območja ob Ljubljanski cesti do dela južnega mestnega jedra. Oblikovanje južnega mestnega jedra je načrtovano na celotni potezi ob Ljubljanski cesti od severnega priključka Kovinarska do območja, ki se na jugu zaključuje s kompleksom stavb ob južnem priključku Kovinarske ceste. Od stavbne mase prehajajo v nižji vertikalne gabarite in se stekajo v individualni stanovanjski gradnji osrednjega območja urejanja. Na navedenih izhodiščih se določa lokacija poslovno-stanovanjske stavbe, značilno urbanističnega rasta v Ljubljanski cesti, tlorisnih dimenzij 36x120, na severu, prva lamela do 2 kleti pritličja plus 2 srednji lameli in južna stolpiča. Med lamelami se določajo troje atrijev, ki se parkovno uredijo in tvorijo z Ljubljansko cesto enoten višinski nivo. Raster lamel je usklajen z ostalimi urbanističnim rastom severno od Kovinarske ceste, ki predstavlja tudi širino lamele in mestni atrij dvojnega osnovnega modula. Južna stolpiča so tlorisnih dimenzij 12x12, pri čemer je zahodni in glede na bližnjo tlorisne plinovoda v jugozahodnem delu diagonalno privezan. Kletne etaže stavbe, katere je uvoz določen z Ljubljanske ceste, v celoti namenjene parkiranju zaposlenih in obiskovalcev s skladiščnim in pomožnim prostorom. Določa se možnost izvedbe vzhodnega dela kletne etaže v prvem urbanističnem modulu v poslovne dejavnosti. Pritličja so namenjene poslovno-stanovanjskim dejavnostim, etaže vseh lamel so namenjene stanovanjskim dejavnostim. S tokratnimi spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta se konkretizira zgoraj navedena, konkretizirajo navedeni posegi, le v delnost pa se te spreminjajo. Na zemljišču funkcionalnih enot želi investitor zgraditi novo trgovsko-stanovanjsko stavbo s parkiriščem ob in pred ter garažno kletjo za obiskovalce. Uvoz na plato med objektom je predviden za zahodne in severne strani z Ljubljanske in Kovinarske ceste v kletno etažo pa s Podlimbarske ceste. V okviru zunanje ureditve je predvidena tudi približno 148 parkirnih mest.
Ta sprememba obsega tudi lokacijsko preveritev, ki je bila pač potrjena na prejšnji seji. Glede na pobudo lastnikov individualnih stavb, pa ta sprememba zajema tudi dve spremembi teh lastnikov v dveh enotah, in sicer v enoti PC S1 se prilagodi lokacija individualne stanovanjske stavbe z nasečkom funkcionalni enoti FES1/1A, ter dopusti možnih kletnih in prekletnih aneksov oziroma povezav v funkcionalnih enotah FES1/12A in FES1/12B ter FES1/25A do FES1/29. Akt je narejen glede na vse pripombe, ki so bile podane na prejšnji seji, na eni izmed prejšnjih sej. V bistvu skušali smo upoštevati čim več teh pripomb in pač predlagamo takšen akt, kot je pač prikazan v gradivu. Hkrati pa tudi povemo, da smo v tem tednu tudi na uradni list poslali ugotovitveni sklep, ki omogoča nadaljnji postopek same izvedbe lokacijskega načrta z oznako B7 Kovinarska vzhodni del, to je pa tako imenovana obvoznica čez reko Kamniško Bistrico. Hvala lepa. Hvala. Zdaj besedo dajem še gospodu Borutu Ulčerju, ki je iz Regijske razvojne družbe pripravljavec teh dokumentov. Izvolite, gospod Ulčer. Ja, hvala lepa za besedo. Pozdravljen tudi v najnem imenu strani Regijske razvojne družbe, ki smo pripravili tako osnoven dokument kot tokratne spremembe. Mislim, da je dr. Ježkova v vsebinskem smislu povedala pravzaprav vse zadeve. Načeloma, samo mogoče da ponovim, gre za 4 tematske sklope. Eno je trgovski objekt ob Podlimbarskega, drugo je stanovanjsko-trgovski objekt ob Ljubljanski, tretji sklop je pravzaprav zeleni preduh med Ljubljansko in pa Podlimbarskega, se pravi proti Titanu, ki se ga intenzivira kot zeleno potezo, in pa potem še manjše dopolnitve v južnem delu na področju stanovanjske individualne gradnje. Ker zadeva pravzaprav vsebine, se bistveno akt ne spreminja v površinah tako stavbnih zemljišč, tako stavbnih objektov, kot tudi parkirnih površin. Ohranja se tudi enake lokacije vseh dovozov oziroma izvozov oziroma iz območja, tako z Ljubljanske ceste, kot iz Kovinarske ceste in pa Podlimbarskega poti, tako da je načeloma zadeva ne obsega bistvenih sprememb, so pa, kot rečeno, upoštevane pripombe, tako kot zadeva kletno etažo, enako tudi, kar zadeva dodane stanovanjske namene v predelu ob Ljubljanski cesti. Toliko zaenkrat, hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima dr. Jernej Markelj, izvoli. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najprej bi pohvalil pripravljalca predloga odloka o spremembah, da so upoštevali na nek način usmeritve od zadnje obravnave, ko smo žal to ureditev takrat zavrnili, ker je bila samo predvidena pritlična stavba z trgovskim programom. In imamo tokrat pred sabo v bistvu dopolnjeno verzijo, ki je upoštevala tiste pripombe, da naj se nad trgovino predvidi še nek drug dodaten program, ki bo bolj izkoristil to veliko območje in bo prinesel še druge funkcije v ta prostor, se pravi, da gradimo naše mesto Kamnik z mešano rabo, ki bo tudi šla v smer gradnje trajnostnega mesta. Vseeno bi tukaj predlagal, da do druge obravnave
poskuša investitor, skladu s pripravljalec skupaj z investitorjem, še na nek način še bolj izkoristiti to zemljišče, ker, kakor vidimo na načrtih, je približno 2/3 zemljišča še vedno namenjeno parkirnim mestom, kar se mi zdi še vseeno, da bi lahko to zemljišče bolj smiselno izkoristili. Tako da to je moja pripomba oziroma usmeritev za drugo obravnavo tega predloga. Hkrati bi pa še opozoril oziroma tudi dal priporočilo, da naj se preveri glede osončenosti predvidenih stanovanjskih enot, ker se mi zdi, da so nekatere enote, ki so obrnjene samo na sever oziroma severovzhod. Tako da naj se preveri to in ustrezno prilagodi do druge obravnave, da bodo te tipologije stanovanj tudi ustrezno osončene po zahtevah OPN-ja. Se pravi, morda s spremembo tipologije, da niso to dvostransko orientirana stanovanja, morda so enostransko orientirana stanovanja, ali pa usmeritev stolpičev mogoče v neko drugo smer. Tako da čeprav sem na začetku, ko smo imeli prejšnji teden odbore, do tega predloga bil še nekoliko vzdržan, bomo vseeno v tej fazi to podprl in upam tudi, da se bi dal še z ustreznimi dopolnitvami v drugi obravnavi to izboljšati, da bo tudi čim bolj smiselno in na nek način za dobrobit mesta Kamnik to območje se urejalo. Tako da hvala, toliko z moje strani. Hvala, dr. Jernej Markelj. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa za besedo. Najprej sem malo razočaran nad gospodom Markljem. Kot predsedujočem odboru bi pričakoval, da kadar gre na odboru na tesno, da poda svoje poročilo za to. Zdaj jaz povedal, da 2 glasova sta bila za, 2 vzdržana in 1 proti. Tako da ni bilo ravno nekega konsenza okrog tega. Ampak ne bom zdaj o drugih. Moj namen je, da razpravljam v svojem imenu. Kar nekaj je bilo besed izrečenih, ko smo prejšnjič obravnavali to območje. Takrat je bilo tudi medijsko nekako bolj izpostavljeno. Zdaj ne vem, očitno je nekaterim dovolj, da zgradimo nad trgovino nekaj stanovanj in je potem vse v redu. Mene pa še vedno skrbi prometna situacija. Če govorimo zdaj o tretji povezovalki, potem bi si jaz želel, da prej dobimo tretjo povezovalko, potem pa novo trgovino. Ker ne gre kar za eno trgovino, gre za dobro obiskano trgovino, ki seboj pripelje tudi kar nekaj prometa. Se pravi, želim si, da najprej zgradimo komunalno infrastrukturo, šele na to pa gradimo stavbo. In pa moj drugi pomislek, ki je enak tistemu iz prejšnje seje, ko smo obravnavali to tematiko. Če preselimo Lidl nekoliko višje po Ljubljanski cesti, potem sem 99% prepričan, da bomo na območju sedanjega Lidla dobili ponovno še eno trgovino. Kamnik ima že tako ogromno trgovin, mislim, da ni trgovske verige, ki ne bi bila prisotna v Kamniku ali pa bo v kratkem. Zato se mi zdi še ena nova trgovina odveč. Zavedam se težav podjetja Lidl, ki želi povečati svojo trgovino, ampak hkrati potem pričakujem, da se na območju sedanje tovarne, sedanje trgovine ne zgradi, da se namembnost spremeni v, ne vem,
rekreacijske površine, če je to možno. Ne, da dobimo potem še eno trgovino. In jaz moram reči, da s tem, ko smo dobili spodaj garažno hišo samo za stanovalce in na novo dodali stanovanja, da to zame ni dovolj tehten razlog, da bi ta predlog lahko podprl. Hvala. Hvala. Beseda ima Edi Srujovič. Župan, hvala lepa še enkrat za besedo. Zdaj, jaz se bom v enem delu ponovil, tako kot sem zagovarjal stališče na odborski seji, čisto iz vidika neke svoje načelnosti, konsistentnosti, pa še danes v bistvu stojim za istimi argumenti, ki sem jih tam navajal, ker me v vmesnem času niso kontraargumenti prepričali v spremembo mojega mnenja. Zdaj, tako je, prvič, jaz sem omenil tam eno metaforo, ki drži kot pribita, da že od časa Marije Terezije je železnica potekala do točke, kot povezava med dvema krajema, in ob tem so nastajale skupnosti, mesta, se je to kasneje razvijalo. Da mi beremo malo drugačno pot, to je prvi, bom rekel, moj komentar ali pa pripomba. Da mi prvo postavimo nekaj, potem pa iščemo alternative tretjega bypassa. Zdaj, bodimo odkriti. Ta tretja povezovalka, se pravi, prva je pri osnovni šoli Frana Albrehta, druga je pri tako imenovanem Novem mostu in rabimo razbremenitev, to se zavedamo. Zdaj, na odboru sem dobil odgovor strani poročevalca, oziroma pripravljalca OPN-ja, da po njihovih izračunih promet ne bo trpel, oprostite, enostavno me ne gre prepričati v to trditev, namreč koncentracija ljudi, obisk in pa interes po novih stvareh je a priori že večji, da ne govorim o tem, da je Jagar itak nova zadeva praktično v regiji. Zdaj, poleg tega je še Lidl. Seveda se Lidl ima svojo računico, da iz nakupovalnega središča v nakupovalno središče preide oseba, ko se nameni. Da bodo ljudje razumeli, lahko čisto po domače rečem, ko greš po Fasango v Lidl, boš seveda ob enem stopu tudi v Jagra in kupil tam nek tehnični izdelek. Evo. In seveda je Lidlu tudi v interesu, kot neki resni organizaciji, da targetira maso ljudi. Poznate prakso kar neki zelo, zelo uspešnih, con nakupovalnih. Ena od teh je BTC. Tudi tam vidite, da zagotovo v celem BTC-ju ne stoji samo ena trgovina. In iz tega razloga je to oblegano potem neko mesto, zlasti v nakupovalnih mrzlicah. Zdaj, jaz to že časa govorim, celo nedavno sem odprl razpravo v enem od lokalnih medijskih glasil, da mi zagotovo potrebujemo alternativo, ker so bile, če se ne motim, večinsko skoraj, obljube v predvolilnem času o tako imenovani zahodni obvoznici. Mi namreč potrebujemo resen pristop k prometni ureditvi v Kamniku. Mi smo nedolgo nazaj bili priča prometni nesreči, mislim, da v istem času na obeh koncih, kjer je mesto kolapsiralo. Ne vem, če se vsi zavedamo resnosti tega, da praktično iz Motnika, pa na drugi strani iz Kamniške Bistrice, da ne govorimo o celem severnem delu, promet poteka samo skozi dve glavni žili. Ena od teh žil je obvoznica, druga je pa Ljubljanska cesta. In ta bypass bi seveda mogel biti prednostno tu, ne glede na to, ali nakupovalno središče tam je ali ni. Strahovi, ki so bili pa izraženi, bom rekel, na samem kolegiju, da bo češ investitor se na lepem odločil in tam postavil, popravite me, če se motim, čebeljake in ne vem kaj, če bi investitor v tem videl nek interes, bi to do zdaj že naredil. Tako da verjemite mi,
da ga ne poznam trenutno investitorja, tisti, ki pa ima preveč denarja in se bo s tem ukvarjal, mislim, da te bojazni ni. Drugi očitek, ki je bil proti argumentom, ki jih sam navajam, je tudi ta, da dokler imamo vpliv, naredimo nekaj s tem. Se strinjam, ampak predlagana rešitev, tudi danes je bilo slišati, da vsebinskih sprememb večjih ni, potem tudi same druge spremembe, ki so v projektu vidne, ob glavnem očitku praktično je bil tu skupni imenovalec vseh takrat razpravljavcev in pa odločevalcev, ki so predlog zavrnili, da je promet tista zadeva, ki najbolj bode v oči in ki predstavlja največji strah. Tovrstne zadeve so veliko bolj smotrne na kakšnih drugih lokacijah. Seveda je pa na tej točki treba jasno povedati, da konkretno o podjetju Jager zazidalni načrt že obstaja. V redu, glejte, bom zelo objektiven in ne bom operiral z nobenimi drugimi podatki kot zgolj dejstvi. In tudi dejstvo je, to je treba tudi ljudem povedati, da bo prometna ureditev drugačna, da bo prometna infrastruktura tudi ne nazadnje bolj obremenjena. In zdaj se vračamo nazaj. Na vsaki proračunski seji, če se lahko tako izrazim, je skupni imenovalec zagovarjanja stališč vseh strank, list in pa vseh političnih dejavnikov v lokalni skupnosti so ceste. Zdaj mi bomo dodatno obremenjevali, ne glede na to, da boste mnogi mi rekli, ja, ok, gre za državne ceste. Ja, po nekaterih cestah je pa vendarle treba priti do teh državnih cest. Tako da, dajmo bolj celovito temu pristopati. Zdaj, tretja stvar, ki so me pa, okoljevarstveniki oziroma ljudje, ki se ukvarjajo bolj na področju okolja in pa narave, opozorili, da je, ne vem, mi o stanju podtalnice tam nismo ravno veliko. Zdaj, s tem namenom je tudi najverjetneje garaža ne more iti globje. To je bila glavna želja vseh nas v predhodni obravnavi. Zdaj, te parkirne površine so se zmanjšale, ampak ne prav veliko. Četrta stvar je oziroma pripomba na širše družbeno koristno javno površino, ki bi jo ob tem dobili. Mislim, da je v prvem branju pred parimi sejami Igor izpostavil nek lep primer, domžalski primer, kjer so dobili knjižnico. Če razumete parkovno ureditev kot zasajena drevesa, mene žal s tem pač ne morete prepričati. Žalosti me, da imamo tako visoko kvalificirano stroko tudi med političnimi odločevalci in da na to pač nažalost ne opozarjate. Razumem, da imamo različne poglede, ampak neke stvari so pa verjetno v urbanizmu čisto kristalno jasne. Zdaj, moram reči, da sem tudi ne samo en in ne samo preko klica, pač pa tudi po mailu dobival kar nekaj vprašanj strani občanov in pa občank, ki so zaskrbljeni. Kaj to pomeni? Zdaj, morate razumeti, da tudi oni na zadevo gledajo kot nekaj, kar je iz vidika potrošništva, v čemer smo vsi, brez izjeme, z mano na čelu, zadovoljni, da bojo imeli večjo ponudbo storitve, na drugi strani se pa zavedajo, kaj to pomeni za prometno ureditev. Jaz nisem šel analize delati, ampak čez palc, po domače povedano. Lahko zagotovo rečem, da bo ob konicah promet proti severnem delu, proti južnem delu mesta zagotovo trajal 10 minut dlje. Zdaj, ob stanovanjih, ki jih tam dobimo, jaz sem že na seji rekel, da bi si želel, da bi bilo stanovanj v Kamniku še več. Bi, zagotovo. Ampak, a veste, se bojim, da s temi stanovanji bomo mi ustvarjali samo en del dodatnega spalnega naselja. Kdo bo kupil ta stanovanja? Ja, ljudje, ki si ga trenutno v Ljubljani zaradi cen 3 ali 4 tisoč po kvadratnem metru, ponekod tudi 7, ne morejo privoščiti in bodo terjali ta čas, da se pač peljejo v Ljubljano in nazaj, ker verjetno tam delajo.
Jaz se resnično sprašujem, tukaj sprašujem kolegice in pa kolege, vse skupaj, ali se zavedate možnosti prometnega kolapsa? Jaz bi bil ful vesel, da imamo mi alternativo na področju prometa urejeno. Glejte, z veseljem, odprtih rok. Ampak to je tako, veste, mogoče zagotovo bo kakšno novo delovno mesto tudi za voljo Jagra, zdaj za voljo Lidla ne bo, ker se zadeva samo seli. In ne vem, zaradi 20 ali pa 10 novih delovnih mest paralizirati praktično polovico prometnega dela v mestu. Sem jutan, a mi je potekel čas? Aha, ok. Hvala, Edi, z besedo ima Karmen Kaplan. Lep pozdrav vsem še enkrat in hvala za besedo. Najprej bi imela eno vprašanje, in sicer, kaj se bo zgodilo s trenutnim kompleksom, v katerem je trgovina Lidl, glede na to, da se predvideva pač, da se seli. Druga zadeva pa je v bistvu predlog, in sicer umestitev pasjega parka v ta kompleks. V zadnjih 3 letih so pasji park dobile občine oziroma mesta, kot so Koper, Izola, Piran, Murska Sobota in pa Ptuj. V Ljubljani kot primer je 6 pasjih parkov. Trenutno poteka umestitev pasjega parka v občini Maribor. Trenutni odlok prepoveduje prosto gibanje psov na območju javnih zelenih površin. Zdaj kot primer, v občini Maribor je registriranih 10.000 psov, to so podatki za leto 2020, za Kamnik podatka nisem dobila, predvidevam pa, da je glede na število prebivalcev občine Kamnik psov enako ali celo več. Pred volitvami ste župan in pa županski kandidati odgovarjali na intervju za pesmojprijatelj.si, citiram odgovor župana, s katerim se popolnoma strinjam. Evo, citiram: zavedam se, da vgrajeno pasje igrišče omogoča prijazno sobivanje lastnikov psov in preostalih občanov, zato menim, da morajo pasji park ustanoviti čim prej, v prihodnjem 4-letnem mandatu. V sodelovanju z zasebniki in društvi. Lokacija mora biti skrbno izbrana, da je v kratkem času 10 do 15 minut hoje dostopna čim večjemu številu lastnikov psov. V mislih imamo nekaj rešitev. Konec citata. Glede na to, da je bil do sedaj ta prostor namenjen sprehajanju psov, predlagam, da bi umestili pasji park v ta kompleks, na ta način poskrbeli za neko dodano vrednost in pa omogočili, da je občina Kamnik psom prijazno mesto. Hvala. Hvala, Karmen. Besedo ima Žaklina Zdravkovič. Lep pozdrav še enkrat. Jaz bi želela samo še povedati, da sem se v bistvu poskušala prijaviti pod svetniške skupine, pa sem imela en drug chat odprt, tako da sem se nekam drugam prijavila, no pa sem se vseeno uspela pod svetnico prijaviti. Mi smo na sestanku naše svetniške skupine Lista Dušana Papeža smo bili zelo enotni, pač proti gradnji tega objekta, pa bom zdaj v svojem imenu govorila, ne glede na to, da živim v neposredni bližini in da se najbolj do vsega bojim tega prometnega kolapsa, ki se bo dogajal vsak dan. Sprašujem tudi vas, svetnike in svetnice, vsi živite v občini Kamnik, se pravi, ne od Šmarce, recimo samo te, ko so doma od Šmarce, pa rečemo do Bakovnika, mogoče vam ne bo nujno zelo vsak dan iti po tej cesti, vsi ostali se pa vozite tukaj mimo, se pravi, ali čez Obvoznico ali čez Ljubljansko. Tako da vas sprašujem, kako si predstavljate tak trgovski center, ki ima, pa pustimo Lidla, ne, Lidla imamo že v neposredni bližini, ampak Jager je trgovec, ki ima trgovino z oblačili, živilsko trgovino in trgovino z gradbenim materialom in tehničnim materialom. Predstavljajte si samo vsa ta tovorna vozila, ki bojo dostavljala zdaj sem. Predstavljajte si jutranjo konico pa popoldansko konico.
Ali pa samo še eno nesrečo, tako kot smo imeli pred kratkim 2, kaj bomo rabili 5 ur, da pridemo do doma, ali bomo parkirali v Mengšu pa hodili peš domov. Tako da jaz si res ne predstavljam, dokler ne bo prometna ureditev urejena, tako kot sta že Edis pa mislim, da Igor pred mano povedala, prav, dajmo najprej urediti promet, pa potem dati soglasje obema trgovcema, da zgradita tak center. Čeprav meni bi bilo ljubše, da se trgovski centri delajo izven mesta, na obrobju mesta, ne neposredno, praktično skoraj v mestnem jedru. Tako da to je ena zadeva, kar se tiče pasjega parka, no, je super povedala Karmen, dejansko to že je neuradno pasji park, ne, sprav, to je že sprehajališče psov in tudi pač sprehajališče za nas občane. Tako da želimo še eno zelenico zamenjati za beton, za parkirišča, za trgovski center, ki jih imamo že mali milijon v Kamniku. Se pravi, Jager že ima dovoljenje, se pravi, če bi ta trgovec že želel graditi, bi že zgradil, ne. Tako da moj predlog je, da pač najprej uredimo promet, ko bo pa to urejeno, pa ko bo promet brez teh trgovcev že gladko tekel, tudi ob konicah, bom pa jaz glasovala za, tako da zdaj pa žal pač bom glasovala proti. Hvala. Hvala. Zdaj preden odprem razpravo, pa če kdo bi dal besedo gospodu Ulčarju za pojasnilo določenih izpostavljenih dilem. Izvolite, gospod Ulčar. Ja, hvala. Kar nekaj stvari bilo izpostavljenih, za katere pravzaprav že vrsto let vemo, ali pa desetletja že vemo, da bi bilo potrebno v mestu rešiti. Ključno pa, moj občutek je pa ta, da mogoče zamenjujemo načrtovano namensko rabo z trenutno namensko rabo posameznih površin. Namreč celotno to območje je že več desetletij pravzaprav stavbno zemljišče, namenjeno gradnjo poslovno-stanovanjskih objektov in samo zaradi nerealizacije v preteklosti je to zaenkrat zelena površina. Tako da mi zmotno gledamo, da je pravzaprav to površina, ki je namenjena sprehajanju psov, ampak je to površina, ki je namenjena gradnji poslovno-stanovanjskega objekta, 2 garažnih kleti in pa ustreznega števila parkirnih mest. To velja po veljavnem prostorskem aktu in v bistvu z našimi tokratnimi spremembami se pravzaprav ta vsebina bistveno ne spreminja. Če govorim o kvadratnih metrih brutno etažne površine, se pravzaprav širi samo, povezuje medsebojno lamele v pritličju, zmanjša se pa pravzaprav število stanovanj, tako da kvadratura, pravzaprav bruto etažna kvadratura nad terenom ostaja pravzaprav enaka. Govorim konkretno za objekt ob Ljubljanski cesti. Manjša se ena kletna etaža parkirišč, kar pomeni, da je parkirnih površin toliko, kot jih zakon predpisuje za to vrstno dejavnost. In suma sumarum na tem območju se zmanjša za cirka 4140 kvadratnih metrov bruto etažnih površin. To je pravzaprav dejstvo. Zdaj nekateri govorite o tem, da pravzaprav bi bilo potrebno prometnico in da pravzaprav ustavimo možnost nadaljnjih gradenj, dokler ne zagotovimo realizacije druge povezovalne ceste, v bistvu od 3 je ta druga, po zaporedju. V preteklosti, ko smo že načrtovali in pa ko se je postopoma tudi realiziral predel ob Ljubljanski cesti od Svetilnika pa do Mercatorja, smo vse govorili o nujnosti pravzaprav te povezovalke in zdaj smo prišli do faze, da imamo tudi že potrjen elaborat lokacijske preveritve za Jagra, ki pomeni pravzaprav relativno ogromen objekt v primerjavi s tem objektom trgovski. Ta bi bil pa pravzaprav samo še zadnji objekt od tistih, ki so mišljeni pravzaprav že desetletja ob Ljubljanski cesti. In na nek način je nefer, da pravzaprav zadnjega investitorja zdaj zavezujemo, da je potrebna predhodna izgradnja
druge povezovalke. Zavedamo se, da je druga povezovalka nujnost. In jaz mislim, da občinska uprava dela v pravo smer, ko je pospešila postopke s tem, da je objavila ugotovitveni sklep, da se dokument začne takoj pripravljati. Ob tem mislim, da je potrebna tudi, da se naredi neka širša študija prometna, ki bo tako ali tako potrebna, priključevanja na vzhodno obvoznico. In pa dejstvo seveda tudi je, da ne rabimo samo to drugo povezovalko, ampak tudi relativno hitro, tudi 4-pasovno obvozno cesto, vzhodno obvozno cesto, vse od Betonskega mostu pa pravzaprav do križišča, zadnjega krožišča na jugu. Tukaj, kar zadeva to, da bi bilo orientacijo, kot je dr. Markel povedal, orientacijo stanovanj spreminjati in tako naprej, s tem se strinjamo, to študijo pametno narediti. Prav tako mislim, da je treba narediti tudi prometno študijo, ki bo vezana na drugo povezovalko. Toliko za enkrat. Menim pa, da seveda s temi spremembami bistveno ne spreminjamo načrtovanih površin v tem območju. Še kdo? Besedo ima Anton Tone Smolnikar. Gospod Smolnikar, nasliši se vas? Zdajle se pa slišimo, ne? Pa tudi vidimo, čestitam. Se večino stavkov boste že slišali, večino sta že povedala tudi Žavbi pa Edis. Še enkrat bom povedal. Povečuje se parkirnih mest, povečuje se primerjavi z Lidlom, povečuje se promet. Zdajle bom najprej, preden mi časa zmanjka, bom enkrat vas povabil vse svetnike ob 2:30, pa bom dal potem za pivo, ne vem kje, v Mercator ali kjer. 2:30 se bomo dobili in boste videli, da človek iz ulice Vilka Rožiča ne more že sedaj priti v 5 minutah levo ali desno. Kajti, ko se Mercatorjev semafor odpre po ljubljanski zeleni, se zapre zeleni, se odpre Kovinarska zelena. Torej jaz levo, ena ograja je tam, seveda ne morem levo, tudi desno ne, kajti če pa hočem levo, seveda imam pa že nasprotje od Lidla sedanjega takšen promet, da rabim 10 minut najmanj, da imam srečo zdaj. Drugo, na ulico Vilka Rožiča je vezanih najmanj 200 hiš. Poglejte, koliko je 200 hiš. Pri vsaki hiši sta 2 avtomobila, pa jih je več. Torej 400 avtomobilov je vezanih na ulico Vilka Rožiča. Torej, če ne bo tega križišča urejenega in mislim, da gospod Ulčar, prosim, če ne govoriš, midva sva kriva za ta projekt iz leta 2004 in nismo speljali potem tretje povezovalke in tudi Boruta in njegovega sina, pa Lidlovega predstavnika vabim. In želim, da ne tehnično oziroma analizo prometa narediti na bodočo povezovalko, naredite analizo na sedanjo Ljubljansko in na ta promet. Jaz bom seveda glasoval proti, Borut ne govori okoli, težko bomo zidali, ker Tone Smolnikar, ki ta projekt naredil, nasprotuje. Borut, teh besed ne želim po Kamniku slišati. Torej, želim, da tudi Borut prije svojo ekipo, kadarkoli bom imel čas, jaz imam čas 24 ur, ker sem v penziji, čeprav pravijo, da konec nima časa. Torej, ta promet se bo za 200% povečal z videnimi parkirišči na sliki in z temi fintami, razumeš, da je nič več prometa, kajti Ljubljanska pritličje za ta novi objekt je bilo seveda samo toliko, kot jih je pri Mercatorju zunanjih in nič več. Torej, ne bom, ker stokrat ste slišali mojo jezo na to in bom danes glasoval proti. Ker Borut tako hoče. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Moram reči, da se tudi jaz strinjam s predhodniki in bi tukaj dodala samo še en poudarek. Jaz se dnevno vozim tam in se strinjam z
gospodom Smolnikarjem, gospod župan bivši ve, da tam velikokrat hodijo tudi otroci in ne pozabiti, tam zraven je že zdaj gneča taka, tam zraven je vrtec, ne samo Žaklina, zdaj, ko ni možnosti parkiranja, tam je enota Tinkara, malo naprej je enota Mojca, še malo naprej je enota Sneguljčica in ves ta promet gre tam skozi. In neumno, in da ne bom rekla še kaj drugega, je sprenevedati se, da to ne bo povečalo vsega skupaj. Jaz hodim tam z otroki, vozim se z avtomobilom in si dejansko ne predstavljam, kaj bo pomenilo v prometnem smislu postavitev tazga objekta, da se predhodno ne uredi ceste. To, jaz bom glasovala proti. Hvala. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala za besedo. Glejte, celoten OPPN je realiziran približno na 80% ali pa 90%. Lahko rečemo, da vse je že zgrajeno razen teh dveh objektov. Zdaj, Jagar je fakt, se pravi, to smo zdaj že potrdili in ta objekt, ki bo največjo obremenitev prometno prinesel, smo že v bistvu spustili skozi. Zdaj, kaj lahko naredimo na tem območju, ki ima že veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjsko gradnjo, se pravi, ali ta Lidl res prinese toliko prometne obremenitve dodatne, da moramo danes v prvi obravnavi v bistvu to zadevo zaustaviti, ali lahko damo določene pogoje ali pa izhodišča, ki bi do druge obravnave lahko še pripravljalec zadeve popravil. Strinjam se z Jernejem pač, da bi si želel večji izkoristek pozidanosti parcele, da je parkirnih površin glede na tloris stavbe bistveno pač na velikost parcele preveč. Veseli me, da bo tudi nekaj stanovanj umeščenih, želel bi si jih še več na tem delu. Seveda, vsi se pa strinjamo, da je največ pereč problem zagotovo promet. Kot sem rekel, OPPN je v bistvu realiziran in kdo ni naredil svoje domače naloge? Mislim, da občina Kamnik. Občina Kamnik ni izpolnila svoje obveznosti, ki se je s sprejetjem tega OPPN-ja zadala, ki se je obvezala in mislim, da je treba s proaktivno politiko, mogoče smo se zdajle zbudili po ne vem kolikih letih, da smo zdaj ta sklep zopet obudili o nadaljevanju tega OPPN-ja, ampak mislim, da je treba to nadaljevati. Ne vidim, kdaj bi to nadaljevali, kakor zdaj, kakor imamo investitorje, ki bomo vseeno nekaj komunalnega prispevka dobili plačanega in ga bomo lahko akumulirali. Mislim, da je treba nadaljevati. Strinjam se, da bi bilo potrebno najprej graditi infrastrukturo, potem pa ostalo. Ampak, a smo že kdaj v Kamniku to naredili? Mislim, da v zadnjih letih, kakor jaz spremljam, ne. Sprejeli smo vsaj 15 OPPN-jev, pa ne vem, če smo kakšnega komunalno opremili do konca. Tako da samo enega vam bom navrgel, se pravi Korenova cesta B24, B26, sprejet je bil 2015, po 10 letih. Obvezali smo se, da bomo do 2018 zgradili infrastrukturo, danes smo 2021, niti enega metra infrastrukture nismo zgradili. Torej, ali ima smisel v bistvu nekoga blokirati na ta način in ali ima smisel govoriti o tem, da moramo najprej zgraditi infrastrukturo, potem pozabimo na razvoj Kika, Smodnišnice, ta prvi naredimo zahodno obvoznico in potem se pogovarjamo tam z lastnikom, pa zazidljive parcele delamo pa tako naprej. Tako da jaz mislim, da res je škoda, da Marija Terezija ni živela malo dlje in da bi zgradila že takrat drugi tir, ki ga še zdaj nismo sposobni očitno narediti. Rekreacijske površine, je rekel Igor, se strinjam, ampak mislim, da imamo ob... Hvala, Bogdan. Besedo dajem gospe Karmen Kapla, ki sem jo spregledal tam na začetku. Tudi Karmen Kapla, izvolite besedo. Hvala, župan, za besedo. Jaz bi tukaj samo dopolnila oziroma popravila odgovor gospoda Ulčarja, ki me je verjetno narobe razumel.
Jaz nisem mislila oziroma predlagala, da bi namesto stanovanjsko-trgovskega kompleksa umestili pasji park, ampak da bi bil ta pasji park v sklopu tega projekta oziroma kompleksa. Ker če sem pravilno videla, se načrtuje v ozadju nek park. In tukaj bi jaz predlagala, da se v bistvu namesto tega parka za ljudi oziroma zelenih površin, pod odlok o zelenih površinah, da se namesto teh zelenih površin umesti pasji park. To je to. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Hvala za besedo, gospod župan. Ja, tole, kar poslušam zdaj, da je res ogromno govorenja, zelo malo povedanega. Na koncu tole strnim v svojo glavo, gre to vse v 3 stavke lahko. Jaz bi tako rekel, glejte, Kamnik, ta del, se pravi, je bil zamujen že nazaj, ki verjetno še mene ni bilo, pa še kakšnega, mogoče tudi drugega ne. Zemlja se je pozidala skozi dol, prva kmetijska zemlja, in zdaj je pač ostala še ta parcela, ki verjetno ne drugega to zapozidati. In glede na to, da smo mi zadnjič spustili promet, že v bistvu na Jagra, jaz trdim, da zaradi Lidla se promet ne bo povečal, razen predstavil se bo za 300 metrov. Trdim pa, da se bo zaradi Jagra seveda se pa bo povečal, ker Jagr ima pač svoje izdelke, svojo vizijo in to pa trdim. Zato pa jaz ne vidim, da je razloga, zakaj privat interes zdaj blokirati, je pa res, treba je pa vse narediti, da se pač ta povezovalka bo v prihodnjih letih mogla speljati, slej tako, in se pravi s tem omogočiti promet. Se pravi, bolj tekoč, bolj, bom rekel, poenostaviti zadeve, in jaz mislim, da tudi sam, če privat kapital, nekdo je zemljo kupil, verjetno je nekdo zemljo kupil zaradi tega, da bo nekaj naredil. In verjetno je tudi nekdo zemljo kupil ne zaradi tega, da bo pač zdaj sprehajalci gor, če je privatna lastnina, verjetno bo iz tega nekaj gradil. In kot je že rekel Bogdan, gradbeno dovoljenje je že izdano za malo drugačno zadevo. Verjetno bomo tam dobili res kakšna socialna stanovanja, ta nizkocenovna, in bomo imeli še precej več problemov. Tako da jaz bi pač pripravljavca tega odloka pozval na pač tiste zadeve se da upoštevati, kar se pač v meri da upoštevati. Občino kot se pravi upravljavca za komunalno infrastrukturo, pa seveda tudi v prihodnjih letih, da naredi vse na tem, da gre promet mimo Titanja in pa do Sopranice. Jaz razumem to, da tam živi, ampak na koncu mora tudi oni razumeti, sej lahko pride k meni gor doživeti tudi tlela, pa ni toliko ljudi, ampak tudi če zdaj več jih je. Če v mestu živiš, pač v mestu živiš, ne more biti drugačne. Pač tam je veliko ljudi, tleh ima omenje. To je to, tleh kakšna žival več, tam je kakšna žival omenja, ampak je tudi tam veliko živali že časih vidimo. Hvala lepa. Hvala, Jože. Besedo ima Karla Urh. Lep pozdrav še v mojem imenu. No, jaz se žal ne morem strinjati z določenimi, ki danes s tako, bom rekla, aroganco se rogajo v bistvu ljudem, ki živijo ob prostoru, kjer naj bi se gradilo, in dnevno doživljajo nič krivi, nič dolžni, travme prometa, travme hrupa, izpustov plinov in tako naprej. Mi se zdaj že pogovarjamo, sej, lejte, govoriti je fino, ampak dejansko, ko se bo stanje realiziralo, ko bo zgrajena trgovina, še en trgovski center oziroma 2 na kupu, tretji bo prav gotovo tudi trgovski še ostal, če ne Lidl pa kaj drugega. Jaz ne vem, zakaj ne bi res enkrat, ne tako, kot je rekel gospod podžupan, ali smo že kdaj to naredili v Kamniku, še nismo, pa še zdaj pustimo, bomo že, če bomo. Čakajte, jaz mislim, da je tukaj treba malo zaustaviti konje, pa zaustaviti hitrost, ker rekreativne površine za otroke, za ljudi, mislim, da so najpomembnejše, ker konec koncev kvaliteta življenja se bo s tem vdorom še toliko in toliko prometa poslabšala. Konec koncev, jaz ne vem, saj ljudje, ki so dol parcele kupili in živijo že 40-50 let, je treba tudi njih malo razumeti. Jaz mislim, da ker se posmehujejo tudi določeni, ko se ljudje ob cestah pritožujejo, koliko prometa in koliko enega smoga in vsega morajo požreti in prahu. Jaz ne vem, a kdo razmišlja o tem, da se kvaliteta življenja za vse te ljudi tudi zmanjšuje na račun
Nekoga, ki bo pa veselo bogatel in sem prepričana, da tisti komunalni prispevek ali pa ne vem, kako že to imenujete, ne bo tega vrnil nazaj, prav gotovo ne. In dajte zaustaviti konje in razmišljajte pozitivno, zeleno, mogoče za ljudi, ki tam že živijo. Ne zdaj ti skošček gledati, kako ga bomo še, ne vem, spravili v promet, oziroma kaj bomo iz tega še iztržili. Poslušajte ljudi, ki tam živijo, dejansko ceste nimamo, že zdaj je kolaps, nikamor ne moreš, poleti je to sploh groza in še toliko več povečanja, mislim, ustavimo se malo. Jaz se s tem res ne strinjam, za vsako ceno dajmo. Res se ne strinjam, sem glede tega res že toliko v bistvu slišala in tudi videla, da v resnici pustimo zeleno površino, ne glede na to, ali bodo se psi tam sprehajali, ampak še bolj bi bila vesela, če bi imeli otroci jeti, ne po pločniku, ker je smog pa izpuhi, ampak mogoče na zeleno površino. Toliko z moje strani, hvala. Hvala, beseda ima Edi Srujevič. Hvala, župan. Zdaj tako je, začel bom z enim delom, ki je bil mogoče prej v razpravi malo podhranjen ali pa mi je časa zmanjkalo. Glavno vprašanje za vas, kolegice in kolegi. Kaj vas je od prvega predloga do zdaj prepričali, da zdaj tako močno zagovarjate, da pa to je zelo dobro sprejemljivo in da tu pač ni nobenih težav. Jaz si bom prvič v času mojega delovanja dovolil špekulirati, pa bom rekel, da ni bilo objave na enem spletnem portalu in ni bilo pritiska ljudi. In zdaj, če je to razlog, da se tako upravljamo po prostoru in da smo tako sočutni za reševanje lokalne problematike, potem jaz ne vem, kaj je rešitev, odkrito povedano. Jaz razumem, da je kritična misel, da govorimo o tem, tu ni polemika, kolega je prej omenil, da če je investitor zasebni nekaj kupil, zakaj blokiramo zasebni. Glejte, tu sta dva ideološka koncepta ali pa percepcijska koncepta zgrešena. Ker ena stran zagovarja, da če je zasebnik kupil, lahko karkoli naredi za voljo škode občank in občanov, medtem ko druga stran zagovarja to, da mora imeti posluh tudi enostavno do občank in občanov. Oboje hkrati je možno, to ne izključuje eno, ni izključeno eno z drugim. In še enkrat vam polagam na srce, oziroma vprašanje naslovljam. Kaj vas je prepričalo od prejšnjega branja do zdaj, ob dejstvu, da ni večjih sprememb? Navedel sem mojo špekulacijo, popravite me, če se motim. Popravite me, če se motim. In to, kar je bilo prej povedano o prometu, je resna skrb. Vsaj moja. Če vaša ni, pač odkrito povejte, meni je vse eno, kako bo promet potekal. Prav, saj bomo v končni fazi vedeli, ne? Da je nekomu pač vse eno, nekomu pa ni vse eno. Ampak, a veste, zdaj pa prelagati pa to, da je veliko govorjenja in nič povedanega. Sam zase lahko zatrdim, da govorim samo tisto, kar so ljudje name naslovili. Če so ljudje tako pripravljeni, pa rečejo, da so pripravljeni iti v civilno iniciativo, ja, potem je to zame nek alarm in je prav, da na seji pač opozorim na te stvari. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi res pač poudaril spremembe od prejšnje obravnave do danes. Tukaj smo dobili 2 stolpiča stanovanj. Vsi se morate pa zavedati, da je v tem trenutku tam možno zgraditi 3 stolpiča stanovanj in spodaj trgovina. To je danes tam možno graditi. In ne razumem, kje se ne razumemo. Zdaj besedo ima Matija Siter, Močnik. Izvoli, Matija. Ja, hvala za besedo. Zdaj toliko enega sprenevedanja pa zavajanja, čemu smo pričali pri tej točki že kar en lep čas. Ni bilo na sejah občinskega sveta.
Zdaj po informacijah, ki sem jih imel, ne bi ta investitor že pred leti probal navezati stik z občino oziroma z občinsko upravo, pa so mu vrata bolj kot ne ostajala zaprta, da ne ravno zaklenjena. Sedaj je zadeva lepa šla toliko daleč, da je prišlo do neke komunikacije na ravni investitor, občina, občinska uprava in nenazadnje tudi občinski svet, in da se nekako s roko v roki pripravlja nek projekt, ki bi bil sprejemljiv za vse deležnike. Kar me je precej zmotilo v tej razpravi, je to, da kar precej svetnikov niti ne ve, da razpravljamo o enem objektu, ne o dveh objektih. Zdaj, dotična trgovina Jagar je bila potrjena in bo zgrajena, ne glede na to, kaj se bo z tem objektom Lidla naredilo. Kar je malo tako paradoksalno, je to, da iz razprave moč zaznati, da dajmo Lidl zavrniti zato, ker se ne bo promet zaradi Jagra povečal. Ta dejstva, ki so bila navedena v sami razpravi, so precej kontradiktorna, tako kot mislim, da je tudi že Jože rekel, pač Lidl ima tisti svoj promet, ki ga bo prestavil za tistih 300 metrov višji, kar se bo pa promet povečal, se pa bo zaradi Jagra. Ampak zdaj blokirati en trgovski objekt, ki se bo zgolj prestavil zaradi tega, ker bo na neki lokaciji že gradil Jagar, mislim, da je nesmiselno, kot se mi tudi zdi nesmiselno pričakovati, da bo zdaj Lidl zašel v celotno prometno situacijo tega območja. Dejstvo je, da prometno situacijo je treba urediti, mogli bi se jo začeti urejati že prej ob sprejemu OPPN-ja, ne moramo pa zdaj to obesiti zgolj enemu investitorju. Alternativa temu, ki urejanje tega prostora, je veljavni obstoječi prostorski akt, po katerem tam niso predvidene zelene površine, ampak stanovanjski prostori. Tako da govoriti, da bi imeli na tem mestu radi zelenice, ja, super, fino, tudi jaz bi jih imel rad, ampak dejstvo je, da to po vseh že veljavnih aktih ni možno. In alternativa, ki jo bo, na kar je tudi ta investitor oziroma lastnik te zemlje nakazal, je ta, da vkolikor ne bo šel ta projekt čez, da bo tam zgradil po obstoječem prostorskem aktu neka stanovanja, ki pa se bojim, da bo zasledoval maksimalizacijo prostora in bo natrpal toliko stanovanj, kolikor jih bo lahko spravil, kar bo za sabo potegnilo tudi verjetno nekih 100, 200, 300 parkirnih mest in avtomobilov, ki se bodo premikala, ki se bodo vozili na tem območju. Se pravi, da bo tudi veljavni prostorski akt poslabšal samo prometno situacijo. Hvala. Besedo ima Sandi Uršič. Hvala za besedo. Jaz sem v bistvu malo presenečen. Eno sejo nazaj, tako kot je bilo že povedano, smo imeli projekt Jagar, v bistvu povečanje, gladko zadeva čez, ne vem, če je bilo sploh kaj dosti razprave, danes pa takole na dolgo in široko. Tudi sam sem bil prvo obravnavo proti zadevi, zato ker nam je bila zadeva premalo predstavljena, premalo poznana, v bistvu smo se tudi premalo zavedali, kaj investitorja oziroma lastnika zemljišč tam že lahko delata. In tudi tako, kot je bilo že povedano, v javnosti je bilo kar nekaj vprašanj pa razprave, ampak ko smo skozi debate z ljudmi predebatirali stvari in ugotavljali, kaj je lahko že tam narejeno, je mrzdo mi rekel nazaj, da v bistvu ne rabimo še enega takega horuk masovnega stanovanjske gradnje, kot je bilo v preteklosti na Ljubljanski cesti. To izkušnjo že imamo, vemo, kaj je to za sabo potegnilo. Najprej probleme v vrtcih, pol probleme v šolah, ki jih še zdaj rešujemo v bistvu. Tako da to, da je investitor v bistvu pripravljen se pogovarjati, da gre nasproti, je zame ena pozitivna zadeva. In to, da pa tole zagotovo še ni dokončna verzija, da bo sigurno mogel še kaj dodati do drugega branja, zato imamo danes prvo branje. In jaz mislim, da je prav, da se razpravlja, ampak vedeti moramo, o čem se pogovarjamo, ne ljudem nekaj v bistvu nalivati eno vodo brez okusa, če točno vemo, kaj na tem območju se lahko naredi.
Noben investitor ni verjetno nepocen kupil tega zemljišča, zato da bo tukaj za vse večne čase zelenica, če že desetletje v bistvu dovoljena in stanovanjska gradnja in trgovska gradnja. Tako da promet je pa problem, tega se vsi zavedamo, tudi tisti, ki se navozimo po Ljubljanski cesti, pa delamo v Ljubljani, pa ki se čez Podgorje pripeljemo do Kamnika, ki stojimo pri Ideji, zato da pridemo čez semafor pri ŠCRM, za domov, ki približno kdaj tudi lahko čez Kamenk skoraj toliko časa porabiš kot od Ljubljane do Kamnika oziroma tamle do križa Podgorja. Promet je kamenški velik problem in to ne moramo zdaj reševati na primeru Lidla ves kamenški promet. To tretjo povezovalko je občinska uprava pa občinska politika dolžna. Že odkar se je načrt za ljubljansko delal, kako se bo pozidala, je to dolg do občank in občanov. In ravno zaradi tega, ker smo v prvi rundi zadevo zavrnili in ker smo se zdaj aktivno pogovarjali, je zdaj končno so bili strani občinske uprave narejeni koraki, da se jim projekt obudil spet. In jaz bom prvi, ki bom tukaj vztrajal, pa zagovarjal, da do jeseni. Hvala. Zdaj, preden zaključim razpravo, bom dal besedo še gospodu Ulčarju še za zadnje obrazložitve. Izvolite, gospod Ulčar. Ja, hvala. Zdaj v tem zadnjem delu mislim, da se je zadeva zmeraj bolj izkristalizirala, po mojem mnenju, v pravo smer. Moram reči, da se strinjam tako z gospodom Siterjem Uršičem in pa tudi Pogačarjem. Ob tem, da se zavedam vsega tega, kar je povedal moj dober znanec Tone Smolnikar. Oba dva veva pravzaprav, da so tri povezovalke nujnost mesta. In to se resno zavedamo nekateri že desetletja. In v preteklosti, ko se je gradilo ob Ljubljanski cesti te velike stanovanjske komplekse, takrat je še veljala zakonodaja, po kateri se je dalo pravzaprav kanalizirati del sredstev pri tako veliki zakonodaji, pri tako veliki gradnji tudi v tako povezovalko, ki bi širše gledano razrešila tudi te prometne zadrege. Tokrat je to pravzaprav, glede na zakonodajo, to bo tudi dr. Ježkov lahko povedala, znatno teže. Dolg nas, občanov, se pravi Kamenčanov, občine, pa ostaja, da se ta druga povezovalka naredi. Jaz mislim, da je strateško in nujno, da se k tej nadaljevanju tega postopka pristopi, da se pravzaprav enotna občinska politika odloči, da to zrealizira, da se ne bi spet zgodilo, kot se je takrat v preteklosti, ko se je zadeva na sredi izminirala, zato so se določene investicije lažje skozi spravile. Po drugi strani pa še enkrat poudarjam to, kar sem že prej rekel, na tem mestu, kjer je predviden trgovsko-stanovanjski objekt, je bil podoben objekt z podobnimi kvadraturami, v bistvu večjimi, že predviden že po veljavnem prostorskem aktu. In jaz mislim, da vse te stvari, ki ste jih navedli, je pravzaprav, ali pa večina, bom rekel, je pravzaprav možno tekom postopka sprejemanja prostorskega akta v nadaljevanju razrešiti, na vsak način nujno pristopiti k izgradnji oziroma k pripravi dokumentov za drugo povezovalko. In nekako jaz bi zaključil v tem smislu, da bi po mojem mnenju bilo smiselno podpreti, da gre ta akt v prvi obravnavi skozi, da se mu seveda skozi postopek javne razgrnitve, skozi nadaljnje usklajevanja, da se ga detaljno izbrusi in da se potem tak dokument tudi pripelje do srečnega konca, ob tem, da se seveda tudi zelo resno nadaljuje z akti za povezovalko. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu, torej občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidanem lokacijskem načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska zahodni del, spremembe in dopolnitve zazidanega načrta številka 3 v prvi obravnavi in predlagatelj najprej pripravi predloga odloka za drugo obravnavo, upošteva pripombe dane na seji občinskega sveta oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Vzdržan. Natalija Berlec. Za.
Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Proti. Karmen Kapla, Karmen Kapla, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markelj, Za. Nives Matjan, Vzdržana. Magister Šemsa Mujanovič, Sem za. Duško Papež, Božo Pilej, Vzdržan. Ančka Podbevšek, Vzdržana. Bogdan Pogačar, Glasujem za. Žan Potočnik, Vzdržan. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edi Srujovič, Proti. Matija Siter Močnik, Proti. Za. Petka Slapnik, Za. Anton Tone Smolnikar, Francis Pruk, Za. Marko Šarc, Vzdržan. Mojca Škraba, Za. Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Proti. Aleksandar Uršič, Žaklina Zdravkovič, Proti. Grega Zorman, Proti. Igor Žavbi, Proti. Za je glasovalo 15 svetnic in svetnikov, proti 7. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.